Eno leto je minilo, odkar smo začeli pripravljati te oddaje. Zato je današnja oddaja posebna. Ostani z nama. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Tokrat prvič v živo, tako da kakor se tudi spodobi, eno leto, odkar smo začeli v naši agenciji s temi Point Out Weekly. In seveda, danes je protokol malo drugačen. Zdaj povej, kako bo vse skupaj danes potekalo. Ja, bo drugačna oddaja in sicer, ker se za eno leto spodobi, bova malo govorila, kako je to eno leto sploh vse skupaj potekalo. Začela bova malo s tem, s kakšnimi izzivi sva se soočala, kaj sva tekom tega enega leta se naučila, spoznala. Potem bomo nadaljevali, kakšno opremo smo uporabljali in kakšno danes uporabljamo. In seveda, kot se za takšno oddajo tudi spodobi, kaj lahko pričakujete v novem letu. Ampak še preden pa gremo v celotno to tematiko, mislim, da je primerno, da vse skupaj tudi proslavimo, tako kot se za eno leto spodobi. Tako da, mislim, imamo torto eno pripravljeno. Imamo eno torto, bo Egle prinesla, vidim, da bleščice, konfeti, to se že po mizi, tako da super. Hvala, Egle. Hvala, Egle. Aha, evo. Kar prižgi Zoran, evo. To je že kar malo nevaren, tako le z ognjem se igrati. Opa, bo, gori. Rečemo, da gori, tako je. Gori, ja, super. Gori, super je. Zdaj si mora pa nekaj zaželeti, ne? Ali kako je že to? Ja, treba si nekaj zaželeti, pa najbolj, da kar pihneva. A ti si že zaželel? Jaz sem si že zaželel. Okay. Jaz si še moram, da mi še 2 sekundi. Ok, bo oba naenkrat. Bova, deva. Ok, 3, 4, zdaj. To, evo, še malo konfetov, še malo pomečevo, to je to. Zdaj, mene so že zadolžili, da bomo to vse skupaj oberata, ne? Ja. Tako da, ja, me še čaka pol delo po oddaji. Neč, kaj, gremo kar v oddajo. Prva točka, o kateri bova govorila, je... Ti kar začni, jaz bom pa si en koščak prvošil. Ti si kar malo prvošil. Se pravi, začela bova s pregledom preteklega leta, kaj sva se vse naučila v tem enem letu, kakšnimi izzivi sva se soočala in kako sva jih konec koncev tudi reševala. In ena izmed zadev, to je bil tudi v bistvu eden izmed prvih komentarjev, ki sva jih dobila na videa, je to, da sva mogoče malo predolga oziroma da preveč želiva povedati. In kar sva res ugotovila tudi z izkušnjami več videov, ko sva posnela, da je to, da je manj je več. Da dejansko poskušava manj stvari povedati v oddaji in o tistih mogoče iti malo bolj v globino oziroma ne se res truditi, da vse zadeve preveč razlagava. In enostavno zaradi tega, ker posamezne oddaja, kaj so ugotovila, da se lahko razdeli tudi na več posameznih delov. Se pravi, kot je Zoran rekel, da ne poveva vse v eni oddaji, ampak to oddajo, ki pripravljava, se nam hkrati tudi porodi ideja že za novo oddajo in kako vse skupaj ločiti med sabo. Ker kontenta, vsebine je vedno veliko in treba je biti res držati tekom oddaje rdečo nit. Nekateri med vami boste rekli, pa saj sta že tako dolga, ne? Ampak ja, vedno poskušava biti čim več povedati v tistih 15-20 minutah oziroma se te rdeče niti držati. Kdaj nama uspe, nama bolj uspe, kdaj nama kaj manj uspe. Kar je tudi normalno. Ja. Kar sva tudi ugotovila je, da se zelo splača imeti goste. Zakaj? Ker lahko dodajo prvič neko novo dimenzijo, nek drug pogled, ki ga mi v agenciji nimamo. Druga stvar pa seveda, ker tudi razširijo nekako doseg oziroma tudi ciljno populacijo, bolj se glas širijo naši oddaji, tudi zato, ker oni pač delijo s svojimi prijatelji, svojimi sledilci in tako dalje in seveda na ta način nekako povečujemo doseg. Naslednja taka zadeva, ki je izjemnega pomena, je seveda nastop. Kako nastopava, pa ne, da se drživa po koncu ali pa kakorkoli, ampak ali sva v sami oddaji dovolj energična. Ali zelo dober nasvet sem jaz enkrat dobil, da takrat, ko nekdo drug govori, sva zelo resna. Tako da nasmeh tekom celotne oddaje je zelo, zelo pomemben. Zakaj? Ker to pripomore tudi sami sproščenosti. In ko govorimo o tej sproščenosti, tudi samo hecanje, če se me oddajo čim več hecava, to hkrati pripomore k
tej sproščenosti, tako da kdaj imamo tudi kakšne interne šale ali pa se malo pohecava pred kamero, ker tudi vi boste zaradi tega z večjim zanimanjem gledali samo oddajo. Sigurno se pa tudi pri nama dogaja, da so obdobja, ko sva boljša pri nastopu in so obdobja, ko so slaba. Recimo jaz zase sigurno lahko rečem, da sem v obdobju pred novim letom bil, ali pa saj jaz, ko gledam na to, bil v svojem nastopu slabši, kot pa mogoče predtem ali pa potem. In to je nekaj normalno, neki vzponi in padci in na koncu, ko pogledaš mogoče 2-3 oddaje sam sebe in vidiš, to moram popraviti, pol tudi poskušaš čim prej to izboljšati. Tako je, jaz sem imel tudi zelo podobno obdobje, jaz sem ga pa imel za razliko od tebe po novem letu, celka en mesec ali pa celka mesec pa pol. Tako da ja, te vzponi in padci se vse skozi dogajajo in potem kdaj tudi moraš kakšno oddajo za nazaj pogledati, da iz tega vidika potem se lahko še dodatno izboljšaš. Zdaj, nekateri med vami oziroma mogoče kar nekaj osebam ni bilo tudi všeč, da uporabljava ogromno tujk, ogromno angleških izrazov. To sva že velikokrat opredelila, da digitalni marketing izhaja iz takšne narave, da se vse skupaj dogaja v angleščini in vse zadnje sploh ni direktnih prevodov nekaterih besed. Ampak ta komentar sva poslušala, tako da vedno sva potem pred oddajo poskušala prevesti določeno tujko, sicer to verjetno ni bil pravi prevod, ker nisva tukaj, kako se reče, slavist, nisva slavista, ampak saj z tega vidika sva želela samo oddajo oziroma vsebino tebi približati. Ok, kaj so bili pa tisti neki izzivi, s katerimi sva se soočala, ali pa smo se soočali kot ekipa v tem zadnjem letu? Sigurno tisti number one, številka 1, je pomanjkanje časa. Namreč kot agencija večino svoje energije in časa seveda vlagamo v delo z naročniki. In na koncu te nekako notranje aktivnosti jih mogoče malo na stran dajemo, kar tudi ni vedno prav in zato je velikokrat prišlo do tega, da smo morali zadnji trenutek iskati čas, da bomo posneli oddajo. Zadnji trenutek tudi smo pripravljali na zadnje oddaje in tako dalje. Res veliko stvari povezane ravno s časom. Naslednja zadeva ko so že prej omenjala, so bili sami gosti. Verjetno velika večina med vami sploh ne ve ali pa ni pričakovala, da vsi gosti, ki smo jih imeli do zdaj v oddaji, sva jih kakorkoli poznala. Se pravi, da sva jih v preteklosti spoznala. V preteklosti nisva pa še nikoli pripeljala nekega gosta, ki ga neposredno nisva poznala. Tako, ne? In v prihodnosti imamo vsekakor tudi malo eden izmed ciljev, zakaj se tudi do zdaj nismo lotili, tudi zaradi tega časa, ki si ga ne nazadnje omenil, ker nam je bilo tako najlažje, dvignili smo telefon, direktno vprašali in se dogovorili z njimi. Tako da to je sigurno en izziv, ki ga imamo še za prihodnost, ki bomo imeli tudi več časa, ker trenutno je v procesu tudi več oseb udeleženih in bomo zaradi tega tudi začeli vključevati goste, s katerimi nimamo neposrednega stika. In to bo tudi pripomoglo k kakovosti še oddaje in da bomo še večje strokovnjake naprimer pripeljali. Ja, tudi s časom zelo povezan to, da velikokrat nismo bili ažurni pri objavljanju blogov na spletni strani, namreč verjetno do zdaj že veš, da vsako oddajo tudi spremlja zapis na naši spletni strani, kjer so vsi linki in tudi nekako povzetek oddaje, kot tudi seveda video. In tukaj nismo bili najbolj ažurni, določen del, v bistvu blogov smo šele v zadnjem času zares objavili, tudi na YouTube jih nismo pravočasno dajali, smo bili pa relativno ažurni seveda, oziroma smo jih vedno redno objavljali ob torkih na Facebooku. Je pa res, da se je zgodilo, da so bili zelo pozno kdaj objavljeni, tudi zato, ker so bile pač tisti dan mogoče določene obveznosti in potem smo zadnji trenutek uploadali in pa objavljali. Malo smo imeli tudi izziva s tem, ker je bilo že toliko oddaj narejenih, mislim, da smo pri celka številki 50, kdaj sva se tudi malo lovila, kaj pa zdaj naj oblečeva. Ampak to bolj v šali povem, saj na koncu dneva ni važno, kaj imava oblečen, ampak ja, poskušala sva vsem držati neko konsistenco, da ne nosva skozi istih oblačila, ali kako bi temu rekel. Ok, preden gremo v naslednjo točko, bi jaz samo še rekel, v kolikor imate kakršnokoli vprašanje k
ki bi ga nama zastavili v času live videa, kar zapišite spodaj v komentar in bova na koncu samega live videa tudi nam ga poskušala odgovoriti. Ok, zdaj pa sigurno te zanima tudi o tem, kako se sploh lotva priprave oddaje, kako vse skupaj pri nas poteka. Zdaj tudi za razliko od, pa bova tudi o tem še govorila, od samega začetka, zdaj tudi precej več ljudi sodeluje pri pripravi oddaje, seveda pa se vse začne pri začetnem brainstormingu. Se pravi, na začetku vedno nekako malo pobrainstormimo, kaj so tiste tematike, ki jih v preteklosti še nismo pokrili ali pa ki jih predvsem v prihodnosti seveda tudi želimo pokriti in nekako zbiramo te različne ideje, kar od vseh ljudi v pisarni, od znancev, od ne nazadnje strank, smo zelo pozorni na to, kaj nam v bistvu povejo, da jih zanimajo. Ok, potem naprej pač določimo točno določene tematike, ok, o tem in tem bomo govorili v naslednjih oddajah in ukolikor je to potrebno, se tudi takrat seveda kontaktira goste, ker gledamo, ok, kje lahko mogoče gost doda še neko dodano vrednost naši oddaji, da doda mogoče res tisto, kar sem tudi prej govoril, neko dodatno dimenzijo. Tako je, potem pa k temu sledi, se pravi, ko kontaktiramo gosta ali če ga ne, sledi sama priprava oddaje. In v tem procesu, v tej točki, ki si jo omenil, se tudi dogovorimo o tem, kdo bo to oddajo pripravil. Se pravi, kaj bo tista vsebina, ko imamo temu znano, kaj bo točna vsebina te oddaje. V primeru gosta so pa seveda to vprašanja, ki jih bomo samemu gostu zastavili in ta vprašanja vnaprej uskladimo z gostom oziroma pošljemo gostu ta vprašanja, predlog vprašanj, on lahko še poda povratno informacijo, da imamo ta vprašanja nekako prej pripravljena in da gost ve, kaj pričakovati in da se lahko tudi na to ustrezno pripravi. Ker večina ljudi, tako bom rekel, nekateri so bolj pripravljeni nastopati pred kamero, pa imajo že s tem izkušnje, spet drugi pa ne. In tisti, ki nimajo še toliko izkušenj, imajo seveda rajš, da se predpripravijo tudi vnaprej, ker jim to potem, kako bi rekel, bolj so sproščeni, lažje potem samo vsebino podajo in tako naprej. Ok, potem seveda, ko imamo vse to določen, sledi jasno snemanje oddaje. In to, da posnamemo eno oddajo, nam vzame cca 1 uro skupaj s pripravo, postavitvijo seta, to, da se mogoče še zadnje stvari uskladiva, jaz pa nejc, da mogoče še ekipa kako doda in seveda gremo v snemanje in ravno zaradi tega časa predpriprave, ki zahteva pač določen svoj vložek, običajno snemamo 2 do 3 oddaje istočasno, ker smo tudi ugotovili, da je to najbolj učinkovito, si vzamemo 2 uri pa pol in se posnamejo 3 oddaje naenkrat. Tako je, ker ena oddaja v povprečju, da jo posnamemo s to predpripravo, ki se omenil, nam vzame celka 1 uro in absolutno je bolj efektivno tudi z vidika studia, ki ga je potrebno prej postaviti, da več oddaj naenkrat posnamemo, tako kot si rekel, 2 ali pa 3. Mislim, da več kot 3 nismo snemali, pa mogoče smo enkrat posneli 4. Med poletjem mogoče, ja, tako je. Ok, potem seveda sledi postprodukcija, ki je pri nas relativno, ni toliko spet velik, tako da tudi ta čas optimiziramo, vse skupaj pripravlja naša predraga Egle, tako da ona vse skupaj zrihta in kasneje sledi seveda pregled celotnega videa strani sodelavke, običajno to dela Lucija, ki napiše celoten prispevek, objavi dejansko oddajo na YouTubeu, Facebooku in pa prispevek na naši spletni strani in to je to v bistvu. Ja, in prej, ko smo govorili o pomanjkanju časa, ko smo začeli snemati oddajo, je bilo v celoten proces so bile udeležene 3 osebe, se pravi midva in Egle, ki je vse skupaj snemala in potem tudi opravila postprodukcijo. Sedaj je v ta proces udeleženih več oseb, celka 5, se pravi, dodali smo k temu procesu še vodjo samega projekta, ki skrbi za celoten interni marketing, se pravi za postavljanje vseh
nalog, teskov, seveda, to je naša predraga Vika in potem Lucijo si pa že omenjal, Lucija, ki poskrbi potem za vse prispevke in za komunikacijo na družbenih omrežjih. Ok, verjetno tudi marsikoga zanima, kaj se je tudi spremenilo z te tehnične plati. Namreč v prvi vdaji smo malo pokazali, kako je vse skupaj naš set, kako je videti, kaj vse uporabljamo z vidika opreme. In ja, od tistega časa, v tem enem letu, se je tudi na tem področju marsikaj spremenil. Nekako smo okrepili našo opremo oziroma jo izboljšali. Če bilo na začetku, smo uporabljali predvsem en fotoaparat, zrcalno-refleksni Nikon in pa mobilni telefon za temu rečemo mi cover shote, se pravi za tiste posnetke, ki jih zdaj na liveu ne moreš videti, so tisti vmes, zato da naredimo vdajo bolj dinamično. Imeli smo lučke, ki jih tudi danes še vedno uporabljamo, to so 3 lučke. In pa praktično, še 2 mikrofona, to sta ta dva, ki jih z Nejcem nosva in pa snemali se je neposredno na mobilni telefon. Kaj je danes drugače? Danes uporabljamo 2 Canon fotoaparata 80D, imamo tudi snemalnike zvoka, se pravi ni več to najin mobilni telefon, imamo vedno tudi za backup še dodaten mikrofon od Rode, se pravi, če bi karkoli šlo narobe s snemanjem zvoka, in pa tudi več teh pripomočkov za balansiranje kamer, govorim predvsem o teh tripodih, Gorilla Padu in tako dalje. Namreč to trenutno, kako snemamo live stream, je telefon na Gorilla Padu, zato da pač stoji primerno. Ki je pripet na stojalo, kjer je kamera. Tako je, tako je. Zato da gledava v isto smer. Tako je. Ok, sem kaj pozabil? Postprodukcijski program? Postprodukcijski, res je, ja. Na začetku smo večinoma uporabljali DaVinci Resolve, ki je v tem videoprodukcijskem svetu bolj znan za color grading, se pravi za barve, bomo tako rekli, za usklajevanje barv. Medtem ko mi smo ga uporabljali seveda za postprodukcijo, za rezanje videa in tako dalje, danes pa ampak uporabljamo Adobe ekosistem, to je Premiere Pro, do neke mere tudi After Effects. Mogoče bi še jaz eno zadevo omenil, če se malo pohvalva. In sicer s tem, ko smo mi začeli snemati oddaje in vam dodajati uporabno vsebino in vrednost, so se na nas tudi obrnili novi naročniki oziroma potencialni naročniki, s katerimi smo potem tudi začeli sodelovati na področju video vsebin. Tako da danes s kar parimi naročniki za njih delamo video vsebine, a so to v obliki nekih kratkih content videov, kaj še imamo? Tudi live videe delamo. Tudi live videe, tako je. Predvsem so pa za uporabo ali z vidika content marketinga, vsebinskega marketinga ali pa na družbenih omrežjih. Tako, ko govoriva o vsebinskem marketingu, hkrati misliva, tako kot zdaj rekel, na družbenih omrežjih ali pa vsebinski marketing na spletnih straneh, kjer pač objavimo videe, ki še podprejo nek vsebinski članek. Tako je. In še kaj je zadnja točka, predzadnja, ki jo moramo pokriti, to je to, kaj lahko od naju pričakuješ v prihodnje oziroma od te oddaje. Jasno, zastavili smo si, da bomo objavili eno oddajo na teden ob torkih in to se do nadaljnjega ne bo spreminjalo, kar pomeni, da lahko pričakuješ vsak torek še naprej nov Point Out Weekly, naslednji teden spet v torek novega. Pa včeraj je bil seveda tudi normalno objavljen novi. Kar je Nejc že tudi danes omenil, poskušala bova čim več tudi gostov pripeljati, predvsem tistih, ki mogoče niso najina prva povezava, ampak predvsem ljudje tudi, ki jih sicer vidiva v tem digitalno-marketinškem svetu kot neke strokovnjake in ki bi lahko, kar sem tudi že danes povedal, dodali neko dodatno dimenzijo naši vdaji. Naslednja takšna zadeva je, da bova začela v Point Out Weekly vključevati tudi več oseb iz podjetja in sicer tiste, ki delajo specifična dela oziroma so strokovnjaki na njihovih področjih v podjetju. Eno do zdaj smo že imeli in sicer Lucija, ki je govorila o tem, kako napisati blog članek, potem bomo vključili tudi v oddajo
projektno menedžerko, se pravi vodjo projektov, da bo ona povedala, na kakšen način voditi digitalno-marketinški projekt. Potem bo spet, mislim, da to imamo že malo določeno, zato to omenjam. Tudi Lucija bo ponovno v eni oddaji in sicer bo govorila o videoprodukciji, ker se tudi v podjetju s tem ukvarja. Tako da vedno več ne boste samo gledali naju, ampak bo vedno prisotna oziroma bova začela več vključevati še druge osebe iz podjetja. Ok, te Point Out Weekly pa so seveda tudi neka iztočnica za druge video vsebine, ki jih želimo delati pri Point Outu. Velikokrat omenjamo to, da so video vsebine res nujne in prav je, da to tudi temu začnemo slediti v naši agenciji, tako da lahko pričakuješ več krajših videov, enominutnih, na različne tematike z raznimi nasveti z področja digitalnega marketinga. Pripravljamo tudi Point Out vlog, v bistvu že ime samo pove, lahko boste pobliže in spoznali, kako poteka delo v naši agenciji, s kakšnimi izzivi se soočamo in kako jih rešujemo in nasploh spoznavali kulturo našega podjetja. Več želiva tudi dati poudarka na live videe, tole je najin prvi, v prihodnje jih bo še več. V glavnem pa bodo te na Instagramu, tako da te v tem trenutku tudi vabim, da se nam pridružiš na Instagramu in nas tudi tam naprej spremljaš. Tako je. Potem pa pripravljamo še par drugih krajših videov oziroma tudi malo taki bolj zabavne narave, ampak ne to še malo ostane skrivnost. Bi pa še na tej točki rekla, sicer ni neposredno povezan z videom ali pa tudi je, ampak odločili smo se, da bomo z novim letom začeli tudi delati podcaste, se pravi, da boste poleg tega, da naj jo lahko gledate, da naj jo boste lahko tudi sam poslušali. Zakaj? Ker veliko med vami sva ugotovila, da ne gleda naju neposredno, ampak si vključi YouTube ali pa Facebook in potem samo poslušate. Se pravi, mi bomo zdaj vso to vsebino iz audio vidika zapakirali v podcast, tako da boste imeli lahko telefon v vašem žepu, slušalke v ušesih in naj jo boste lahko samo poslušali. In akcija, ja. Ok, zdaj pa, da ne bova predolga, po moje je že čas, da počasi zaključiva tale live stream, že tako je oddaja, že skoraj rekordna se mi zdi. Tako da, mogoče bi še kaj dodal na konec, Nejc? Jaz bi sam rekel hvala, ker naj jo spremljaš, hvala, ker si z nama, midva se bova trudila še naprej, prav tako kot celotna Point Out ekipa, tako da, kakor sva rekla, lahko pričakuješ še ogromno enih zadev. V prihodnjem letu s to oddajo bomo nadaljevali, tako da, ja, spremljaj nas še naprej. Hvala, ker si bil z nama, ker si bila z nama in pa se vidimo naslednjič. Dio. Čau, dio. Why?